Brežica je posebnost v Posavju, pa tudi po Sloveniji. Lep pozdrav, smo že kar stari znanci, kar me zelo, zelo veseli in res vam hvala, da ste pripravljeni svoj čas nameniti tudi nam, ki skrbimo za našo dediščino in seveda tudi smo veseli, da vam lahko vsako leto pokažemo kaj novega. Ker vi pa res ste tisti, ko vedno nekaj novega vidite. In hvala lepa, da prihajate, res velika hvala. Ja, tako, tudi jaz vam. In letošnja novost je seveda ta krasen stol in tudi kavarno upravljamo mi v tem muzeju, tako da smo še gostilničani. In smo veseli, da smo vas lahko povabili. Tako da jaz vas lepo pozdravljam, potem pa boste šli z Boštjanom, pa tam z Majo. Bomo preskusili, imamo tudi tukaj slušno zanko, tako da bomo to preskusili. Ja, hvala lepa, da nam pri tem pomagate. Potem pa se dobimo spet tukaj. Imamo pa tudi dve gosti, naše Dobovčanke, gospo Ankico in Veroniko, pa tudi hvala, da ste prišli zraven, da smo jih zvabili na ta sprehod, na to. Tako da zdaj po miru spite, v miru pojejte, upam, da so dobre sladice, so čist lokalne, to dela en fant iz Tečnih sel, tako da tudi hvala, da ste bili pripravljeni poskusiti. Degustirati. Tako, degustirati, da ste bili toliko pogumni. Tako da vas še malo pustimo v miru, kot vedno je z nami tudi Davor, ga poznate že, tako da imamo tudi to dokumentirano. Jaz bom pa potem vas tukaj počakala, boste videli tudi zakaj, ker približno toliko vas je tudi fino za stol, pa bomo se potem spet videli, prav? Zdaj pa vi kar lepo, ko boste pripravljeni, pa bo Boštjan vas... Brežice za vsako leto povabilo, mi smo veseli, da nas sprejmete. Jaz pa zelo rad, Lep pozdrav tudi v mojem imenu, sem Boštjan. Tale vodovodni stroj, v katerem se nahajamo, je bil zgrajen leta 1914 in zgrajen torej z namenom za oskrbo mesta Brežic z vodo. Tamle na moji levi oziroma vaši desni strani oziroma zade za vami je ena taka črno-bela fotografija, ena redkih, ki se je ohranila iz tistega časa. Tale fotografija je bila posneta v zimskem času, tam lahko vidite tudi še sneg, na stavbi, kjer je danes Bibo, nekoč je bil tukaj gasilski dom. No in ta zima je bila kar huda, namreč sneg se je tisti zime zadržal vse do Jožefovega. To je 18. marec. 19. marec, tako, ja. Tam takrat so take zime bile. Takrat so bile znane take zime, take hude zime, ja, danes je seveda drugače, ne. Vemo, kakšen dan, dva pa že sneg zgine. Dobro lahko pazite dve različni barvi, ena je bela, druga je zelena. Torej vse tisto, kar je v zeleni barvi, je originalno, torej prvotno.
Vse ostalo, kar je v beli barvi, je pa potem danes s to prenovo, ki potekala v letih 2021-2022, potem bilo dodano zraven, predvsem z glavnega razloga, torej z razloga varnosti, torej da se mi počutimo varno v tem vodovodnem stolpu. Zdaj se bomo odpravili počasi po stopnicah oziroma z dvigalom. Boste sami povedali, tisti, ki želite, gremo po stopnicah, ki zmorete. Ostali, ki težje hodite, greste pa lahko z dvigalom. In se bomo odpravili najprej v prvo nadstropje in se bomo tako potem ustavili vsake naslednje nadstropje. Ne bomo šli hkrati naenkrat do vrha. Prvo, navedeno višino, na kateri se nahajamo, to je višina izmerjena nad tlemi. In tukaj se trenutno nahajamo na višini 3,34 metra nad tlemi. Kjer se to prebrali? Tlele, zunaj je na lepo. Ja. Ja, tako. Jaz mislim, če tukaj. Ja, predem stopite v ta prostor. V tem prvem nadstropju si bomo najprej ogledali eno tako interaktivno predstavitev, tako da boste ob tem, ko boste opazovali oba ekrana, na obeh ekranih se bo prikazovala enaka slika, isto bo tudi zvok prihajal iz teh dveh ekranov, tako da boste lahko dobro slišali. Skratka, tukaj je predstavljeno zadnji 2000 leti preskrbe oziroma oskrbe z vodo v Posavju, tako da zdaj... Ampak opazujte tudi tole omizje, ker se bodo lučke prikazovale, mogoče bo treba včasih kaj narediti, da se bo nadaljevalo in tako naprej. Evo, pa začnimo. V prvem stoletju našega štetja je na območju današnjega Drnovega pri Krškem nastala naselbina imenovana Nebiotunu. Rimski cesar Vespasijan je leta 69, ki je vodo po lončenih vodovodnih ceveh pripeljal v mesto. Zdaj bo prosim nekoga izmed vas, da obrnete tole vodovodno cev proti mestu Nebidunom. Super, hvala. Dobro. 8 km dolg vodovod je potekal od vodnega zajetja Vir pod Gorjanci mimo današnjih vasi Brvi, Crklje ob Krki, Gorenja Pirošica in Zasad vse do Drnovega. Nebiodunoma za poldrugo tisočletje zamrlo. Z okolico, kjer se povsod pojavlja tudi naš znameniti vodovodni stolp, kot taka zelo posebna oziroma izjemna stavba v mestu, ki je bila fotografom verjetno vedno zanimiva, da jo ujamejo v svoj fotografskih objektiv. Zdaj, v prejšnjem nadstropju ste lahko slišali, kako so nekoč, predvsem v zadnjem stoletju, se oskrbovali s pitno vodo. Seveda, pri tem so potrebovali oziroma uporabljali različne pripomočke, da so lahko to vodo iz vaških oziroma mestnih vodnjakov prinesli do doma. In so potem uporabljali za kuhanje, umivanje, pitje in tako naprej. Zdaj, kar je zanimivo, da so moški in ženske zelo različno lahko prenašali to vodo, kar je bilo predvsem odvisno tega od fizične zmožnosti. Moški so bili ponovadi tisti, ki so lahko prenašali malo več vode, večjo količino, ženske nekoliko manj, zato so vsak od njih uporabljali tudi različne pripomočke za to. Oziroma eno, ki bi to poskušala prikazati, kako je to nekoč potekalo. Zdaj, kaj je bilo zanimivo, ne? Evo, izvolite. Zdaj je prazen, tako da brez skrbi. Ja. Držim. Ja. Bože, plavota. Ima premejhno glavo. Ni enostavno.
Boš imel po sliki. Se slikam. Že, dobro, ni enostavno. Ni. Skratka, tiste najbolj spretne, ne, so to nosile brez, da bi držale za... Ker je potem, ko je bila voda noter, je to počepne, ne, ta svitek. Ja, in je bolj stabilno. Ja. Ok, hvala za pomoč. Tako, ja, tiste najbolj spretne ženske so to prenašale brez težav, brez da bi držale z rokami, ne. Ok, moški so uporabljali malce drugačne pripomočke. Bi znal kdo demonstrirati, kako so pa moški to prenašali? Moški prenašali. Evo, izvolite. Pazite. Ja. Zdaj imamo mi tudi, da lahko preizkusite prav, tako kot je bilo nekoč. Ne tako, ampak tako. Samo malo stran. To je kaj težko. Počasi. Ja. Kaj, ja? To je 16 kg, ja. To je vse realna teža. Evo, hvala. Še kdo? Še kdo preizkusil? Kdo želi? Evo ga, super, hvala. Evo, smo preizkusili. Okej. Je bilo težko. Ste lahko poklicali? Ja, to je pa zdaj žehtnik zraven, kako bi gospa rekla, ja. No, potem, ko je prišla pa elektrika, ne, pa še ni bilo pravnih strojev. Ja. Pa tele. Kaj bi bilo pa to? Samo za kuhanje bele. Prav po slovensko centrifuga. Centrifuga, užemalnik, ja. Oziroma žemalnik, ja. Užemalnik, še ja. bolj, še lepše. Centrifuga. Ja, tako da, skratka, veste, čemu namenjeno, ne? Perilo not, mokro opramo in potem se je tako in potem je tukaj voda tekla ven in potem smo dali to še samo na zrak posušiti, ne? So dali, no? Ja, so dali. Tako. V tem tretjem nadstropju imamo na ogled zopet dva ekrana, kjer prikazujemo vodovodne stolpe po svetu, ki jim je skupno z našim Brežiškim to, da so zgrajeni vsi istega leta. Zdaj, ti vodovodni stolpi se pojavljajo v različnih državah sveta, kot lahko vidite v Južnoafriški. Katerega leta? 1900. Katerega leta zgrajen ta stolp? Super, ja, tako, ja, pravilno. Da ponovim. Hvala. Tako. Jutra bom prsa jeste, beti so Tako, vodovodni stolpi lahko vidite, da so zgrajeni so bili zgrajeni v Avstraliji med drugim, v Nemčiji, naprimer nemških je največ, zanimivo, ravno na začetku Prve svetovne vojne. In kot lahko vidite, so namenjeni za različni namen. Eni so bili namenjeni za oskrbo posameznih mest z vodo, spet drugi za oskrbo ladjedelnic z vodo, to so tisti, ki so bili blizu morja, potem za oskrbo kakšnih gasilskih domov, za oskrbo parnih lokomotiv, ki so bili recimo blizu železniških prog. Skratka, zelo različno, ne? In različnih oblik. Tale recimo je ZDA, vidite, tako zelo preprost, neko preprosto ogrodje na vrhu zbiralnih zavodov, ne? Drugi bolj tako kompleksno zgrajeni, ne? Različnih višin, tale recimo je bil eden nižjih, naslednji pa že kar najvišjih. Recimo znove za... 50 metrov, 41 metrov. Zelo različno, ne? Različne višine. No, pa imamo še enega iz Romunije, za oskrbo mesta Temišvar z vodo, skratka, zelo različno. In Kanade, recimo, tudi je tako malo bolj oddaljen. Zanimivo, ta še danes uporablja, ne? Dva, odlično, ja. Tole poleg Brežizga imamo še kje? V Mariboru. V Kranju. Kranju, ja. No, tisti v Kranju je 3 leta starejši od našega. Je bil 3 leta prej zgrajen. Ampak je pa naš edini, ki je odprt za obiskovalce. Ja, v slabem stanju, ni na ogled za obiskovalce. Črpalke, ki so jih takrat še vkladali ročno, moč pa jim je dajala naftna elektrarna, zgrajena sočasno s stolpom, so vodo prečrpavale v 160 tisoč litrski rezervoar, od tam pa je po vodovodnem omrežju potovala v Brežiški. Gre za drugi najstarejši objekt te vrste v Sloveniji
takoj za kranjskim vodovodnim stolpom, ki je bil zgrajen 2 leti prej. Hkrati pa edini, ki priča o inovativnem načinu preskrbe. Debelina zidu je 1,2 metra, notranji premer pa 6,2 metra. Leta 2020 so raziskave Gradbenega inštituta ZRMK Ljubljana pokazale, da objekt dosega le 60% zahtevane potresne odpornosti. Najvišji točki, to je 28 metrov in pol višine. Približno 28 metrov in pol visoko smo danes zdaj na tlemi. Zdaj tukaj na temi vrati, na tem betonskim jaškom, ki sem ga prej omenil, to je ta betonski jašek, po katerem je ta nadzornik splezal gor in potem z vrha opazoval višino vode v tem rezervoarju. Namreč mi se zdaj nahajamo v prostoru, kjer je bil nekoč vodni rezervoar. To je bilo vse zapolnjeno z vodo. In na teh vratih je še ena višina, 41,41 metra, to pa je višina strehe. In če bi mi zdaj temu dodali še temelje, torej ta spodnji del, potem bi prišli na 3 cm manj kot 47 metrov višine. Koliko? 47 metrov višine, 3 cm manj. S to prenovo, seveda, ko smo dobili tudi tole dvigalo tukaj v ustreznem delu, ki ga prej ni bilo, in pa s tem, ko so tukaj, kaj se je s prenovo zgodilo, torej tukaj smo tudi so naredili te odprtine, da imamo mi danes dostop do oken, da lahko vidimo ven ta lep razgled na Brežice. To je bilo narejeno s prenovo, medtem ko zgoraj, kjer so pa tele evropske prestolnice, kjer so tudi navedene na mestih, na katerih smerih se nahajajo, tam je pa še vedno se nahaja barva, kakšna je bila prvotno v tem vodovodnem stolpu v notranjosti, ki se lahko predstavljate. Na drugi strani imamo še rezervoar, še pitnik za vodom, kjer se lahko, če želite, nalijete svežo, čisto brežiško vodo. Zraven imamo pa še tule predstavljen en tak pogled v vodni rezervoar. Če bi nekoč pogledali, ko je tukaj še deloval vodni rezervoar, bi lahko videli, kako je to izgledalo. En tak interaktivni pogled. Hkrati imamo v tem prostoru trenutno navlečeno razstavo, ki je nastala v okviru natečaja Voda, ki jo želimo. Tako so naši najmlajši na različne načine prikazali, kaj za njih pomeni voda, kako pomembna jim je, na kaj jih asociira. In tako je ta razstava okrog in okrog na ogled in tukaj na tem desnem ekranu tudi so predstavljena vsa dela, ki so sodelovala na tem natečaju na našem območju. Iz različnih krajev v Posavju, tako gimnazijci, osnovnošolci so sodelovali na tem natečaju. So nastala res odlična dela. Danes sicer ne boste opazili, ampak recimo, to je tudi edino nadstropje, kjer imamo tudi klimo. Tako da poleti recimo, ker je zelo vroče zunaj, pa seveda je tukaj veliko oken, bi lahko bilo zelo vroče v tem prostoru, ampak mi imamo tukaj klimo, tako da je kar takole prijetno, kot je danes, ves čas v letu. Po zimi pa grejemo, imamo take pečke in v vseh teh prostorih tudi grejemo, tako da tudi če pridete januarja, februarja ali junija, bo bila vedno primerna temperatura v teh prostorih.
To je prvotna. To je prvotna barva, ja, tako je. Prvotna barva, ki je bila v tem rezervoarju. In da si predstavljate nekje do te višine, kjer je ta prvotna barva, kjer se zamenja z novo, do te višine nekje je bil rezervoar zapolnjen z vodo v tistem času, ko je bila tukaj noter voda, ker nismo bili do vrha, zaradi same nosilnosti betonske plošče pod nami.